Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Tale prispevek vam bom predstavila jaz, ker je kolega Robert Grnjak odsoten. Predstavila vam bom, kaj je rezultat trdega dela precej številčne ekipe, ki je na tem delala nekaj let, se pravi od priprave od sprejema prvega načrta do konca oktobra. Načrt je bil sprejet zamudo, kar pa seveda ne pomeni, da se ni delalo, pri tem Slovenija ni nič drugačna od ostalih držav Evropske unije, ki ima ravno tako težave s sprejemanjem načrta, tako da nismo nobena posebnost s svojo zamudo, je pa seveda v naše zadovoljstvo, da nam je uspelo, da je načrt končno sprejet. Poudarila bi tudi, da se s tem seveda delo ni končalo, ekipa še naprej trdo dela, o načrtu je treba poročati Evropski komisiji v elektronski obliki, kar je precej zahtevno in seveda potem zagnati naloge, ki smo jih s tem načrtom predvideli. Kaj pravzaprav je načrt? Načrt je sprejet tako, kot določa zakon z uredbo vlade. Uredba pač določa sprejem tega načrta, ki pa sta dva dokumenta. V prvem načrtu je bil to en dokument, tokrat smo se odločili za dva, načrt za vodno območje Donave in načrt za vodno območje Jadranskega morja in seveda pripadajoče publikacijske karte, kjer so posamezne vsebine prikazane. Kaj se določa z uredbo? Uredba sama pač določa ta dva dokumenta oziroma z njo se sprejemata oba dokumenta, se pravi načrt na vodnem območju Donave in načrt na vodnem območju Jadranskega morja, hkrati pa uredba določa tudi nekatere zahteve, ki jih je pač potrebno upoštevati v nadaljevanju pač dela na tem področju. In sicer uredba določa vodna telesa, za katera je bilo prepoznano, da cilji do leta 2021 oziroma ocenjena, bom rekla, da cilji do leta 2021 ne bodo doseženi in se za njih uveljavlja podaljšanje rokov za naslednje načrtovalsko obdobje, torej do konca leta 2027. Teh vodnih teles površinskih voda je 43. Z vidika živega srebra v organizmih, ki je čisto poseben problem na ravni Evropske unije, ne samo v Sloveniji, pa so to skoraj vsa vodna telesa površinskih voda. Pri tem je treba poudariti, da so to vodna telesa, za katera smo s tem načrtom podaljšali roke za doseganje ciljev, tista vodna telesa, za katera so se uveljavljali podaljšanja rokov že v prvem načrtu, seveda ostajajo v veljavi. Torej, to so dodatna k tistim iz prvega načrta. Uredba določa tudi nove referenčne odseke, določa jih nekoliko drugače kot prvi načrt. Referenčni odseki so dejansko sedaj določeni kot, to vam sicer še v nadaljevanju, no, mogoče samo še to določa tudi pogoje in omejitve posegov v vodno dobro. Se pravi, to so zahteve, ki jih določa uredba v svojih členih, pa da gremo na referenčne odseke. Referenčni odseki so bili v prvem načrtu že določeni, neke omejitve glede rabe voda na teh območjih so bile tudi določene, zdaj se ti referenčni odseki spreminjajo, kot referenčni odsek so določeni kratki odseki 500-metrski, kot je navedeno, 400 metrov gorvodno in 100 metrov dolvodno od tistega mesta, ki je v resnici bilo uporabljeno kot mesto prepoznanimi karakteristikami, da lahko šteje kot referenčno, kjer se je tudi vzorčilo in kjer so se pač določile osnove za naše vrednotenje ekološkega stanja. Potem so pa določeni še na digitalnem podatkovnem sloju vodotoki gorvodno in pa dolvodno, ker tudi na teh so določene nekatere omejitve, ki pa so manj stroge od tistih za referenčne odseke, torej te kratke 500-metrske odseke. Razlika je pri jezeru, no, pri jezeru je pač odsek obale, ki šteje za referenčni odsek daljši, ker so združenih več krajših odsekov ali mest, kjer so referenčne razmere bile prepoznane. In kot sem rekla, določeni so na digitalnem podatkovnem sloju, tukaj je treba povedati, da imamo nekaj tehničnih težav, tako da ta podatkovni sloj, ne vem, če je že objavljen atlas okolja, naj bi bil v kratkem, no. Uredba, kot sem rekla, določa tudi nekatere pogoje in omejitve, ki se predvsem nanašajo na te referenčne odseke že omenjene. Na samih odsekih, teh 500-metrskih krajših, so prepovedani posegi, ki lahko povzročijo spremembe morfoloških značilnosti in kot sem rekla, na vodotokih gorvodno teh odsekov in pa dolvodno so pa omejitve malo manj stroge, se pravi, dovoljeni so le posegi, ki ne povzročijo škodljivega vpliva, se pravi, pri kakršnihkoli posegih na teh odsekih bo pač v postopkih vodnega soglasja moralo biti skrbno preverjeno, da ne bo škodljivega vpliva na
oziroma takšnega vpliva, da bi se stanje na referenčnem odseku poslabšalo. V sami uredbi je tudi ta konkretna določba glede prečnega objekta, da če gre za gradnjo prečnega objekta na teh odsekih, da mora biti izveden objekt na tak način, da je zagotovljena prehodnost za tiste vrste rib, ki so pač značilne za ta tip vodotoka oziroma ta tip na tem odseku. Zdaj ne vem, koliko se to vidi, to je samo za ilustracijo, ker je karta drugačna kot v prvem NUV-u. Jaz imam sicer tamle link, sam ne vem, če dela spletna stran, tamle, ki je NUV 1, če boste prezentacijo potem dobili, vas bo polinkali na našo spletno stran, da se lahko vidi razlika. Zdaj te rdeče pike, ki jih vidite, to so ti kratki referenčni odseki, kjer dejansko so strožje omejitve. Vijolčasto, ko bi temu rekla, so odseki gor vodno, kjer so malo blažje omejitve, in zeleno odseki dol vodno. Dol vodno so razmejeni do meje tistega ribjega tipa, ki je tudi na referenčnem odseku določen. To je pač po tipologiji, ki je podlaga tudi za celotno vrednotenje ekološkega stanja. Referenčnih odsekov je manj kot prej, no, tako da na nek način je zadeva ugodnejša. In kot že omenjeno prej, no, že v prvi načrt je bil že sprejet z uredbo, to prvo uredbo, ali ko ne rečem uredbo iz leta 2011, se z novo uredbo razveljavlja, vendar pa ostajajo v uporabi nekateri členi, ki se pač morajo uporabljati še naprej. To je že omenjen seznam vodnih teles, za katera smo že v prvem ciklu uveljavljali podaljšanje rokov za doseganje ciljev. Hkrati pa ostajajo veljavi tudi vsi členi, ki se nanašajo na pogoje in omejitve, prepovedi pogoje in omejitev v zvezi z posebno rabo vode. Načrt kot tak, prvi načrt je pa že sam po sebi potekel, ker je bil sprejet za obdobje. Zdaj, zakaj ostajajo veljavi pogoji in omejitve? Mi smo tekom priprave v nekem trenutku ugotovili, da je pravzaprav te pogoje in omejitve bolj smiselno urediti v posebni uredbi, tako kot nam Zakon o vodah tudi narekuje v 109. členu. Žal ni uspelo, da bi obe uredbi paralelno šli v usklajevanje in sprejem istočasno, tako da to nas še čaka. Prepovedi, pogoji in omejitve bodo tudi novelirani z novo uredbo, in ko bo ta sprejeta, se pač prenehajo uporabljati ti členi iz prve uredbe o NUV 1. No. Zdaj podrobnosti o načrtu jaz pravzaprav ne bom razlagala. Verjamem, da ste slišali, kaj vse je bilo potrebno analizirati, kaj vse je bilo upravljeno. Bila je dolga javna obravnava v lanskem letu obeh načrtov, letos še ena javna obravnava v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje. Verjamem, da ste veliko o tem slišali, tudi verjetno sodelovali s svojimi pripombami. Tako da mogoče samo tisto, kar je ključno, tukaj je prikaz stanja, kemijsko stanje, dokaj zadovoljivo, zelo malo majhen delež vodnih teles, kjer je slabo stanje. Ekološko stanje, nekoliko drugačna slika, malo več kot pol vodnih teles v zelo dobrem ali dobrem stanju, kjer ni potrebno ukrepati. Zdaj ostale barve na desnih teh torticah so pač še ostali razredi ekološkega stanja in kar je črtkano, se nanaša na ekološki potencial, ki velja za močno preoblikovana vodna telesa. Pri podzemnih vodah 3 vodna telesa v slabem stanju, slabem kemijskem stanju, po količinskem vidiku ocenjena vsa kot dobra. In kar je morda potem še bolj pomembno, ocena tveganja, ali bojo cilji za ta vodna telesa v letu 2021 doseženi. To je tisto bistveno, kar moramo v načrtu v vsakem ciklu ugotoviti, ker za tista vodna telesa, za katera se ocenjuje, da cilji ne bojo doseženi, je potrebno predvideti ukrepe. Pri tem se ta analiza dela na podlagi tako stanja, kot tudi nekih napovedi prihodnega razvoja, se pravi razvoja obremenitev, hkrati tudi učinkovitosti ukrepov, ki jih že izvajamo, in pač na podlagi te ocene je slika za površinske vode taka, kot jo vidite. Za rdečo barva pomeni, da je ocenjeno, da vodna telesa leta 2021 ne bodo dosegla ciljev, zelena, da bodo dosegla, in rumena je tisto vmes, morda bodo, morda ne bodo, kjer obstaja pač neka negotovost. En del vodnih teles, kar je sivo, pa ni ocenjen. To predvsem gre za močno preoblikovana vodna telesa, kjer še niso dokončane vse metodologije. Vidi se, da je rekla največji rdeči delež pri hidromorfološki spremenjenosti.
Podrobnosti o tem imate v prispevku, ki je tudi pač pripravljen bil za ta Mišičev dan, tako da spodaj je vir predstavitve, pa kot sem videla, ne bo. To pa je za podzemne vode, 3 vodna telesa po kemijskem stanju, ki so tudi v slabem stanju, se ocenjuje, da leta 2021 tudi ne bojo dosegla dobrega stanja in še tukaj spodaj oranžno, ali ja, rumenkasto oranžno, morda bodo, morda ne bodo tukaj dol na Krškem polju. In pa po količinskem stanju 3 vodna telesa v tem srednjem razredu, da cilji morda ne bodo doseženi. Kaj so tisti sektorji ali pa področja, za katera se je v tem načrtovalskem ciklu izkazalo, da so problematična? Z vidika površinskih voda, kmetijstvo, infrastruktura, in sicer v smislu energetike, v nekem deležu tudi promet, industrija predvsem v smislu emisij pri odvajanju odpadnih voda in pa na samem, rekla, našem področju upravljanja voda je prepoznano, da bi bilo treba še kakšno zadevo dodelati, da bodo stvari tekle še bolje, kot tečejo zdaj. Za podzemne vode prav tako kmetijstvo, infrastruktura, energetika v smislu toplotne izrabe, tudi rudarstvo. Sprav, to so tista področja, ki jih naslavljajo tudi ukrepi, ker hkrati z načrtom je sprejet tudi program ukrepov, ki pa ni sprejet za isto uredbo, ampak ga je sprejela vlada s sklepom. Ti ukrepi so predvsem tisti, ki so naravnani na vodna telesa, so naravnani na tista vodna telesa, za katere smo videli, da so ocenjena, da ne bodo dosegla ciljev, torej z rdečo barvo. Tam, kjer ni negotovosti, kjer res ocenjujemo z neko določeno stopnjo gotovosti, da cilji ne bodo doseženi, se je predvidelo tudi ukrepe. Zdaj, program ukrepov sestavljajo 3 sklopi, to verjetno ste tudi že slišali, pač neki temeljni ukrepi, to so ukrepi, ki se po veljavni zakonodaji že vsi izvajajo, te je potrebno v programu ukrepov povzeti, ker jih seveda treba tudi prej omenjeni oceni doseganja ciljev upoštevati, da se izvajajo in nekako oceniti tudi njihovo pričakovano učinkovitost. Potem je en sklop ukrepov, tako imenovanih temeljnih ukrepov B, ki so bolj kot ne upravno-administrativne narave, kako bi rekla, to so tisti ukrepi, kjer smo prepoznali, da temeljni ukrepi A, se pravi ti po veljavni zakonodaji še ne tečejo tako zelo dobro, kot bi lahko in je potrebno nekaj narediti, da bo se zadeva izboljšala. Potem so pa dopolnilni ukrepi, ki so v resnici tisti za doseganje dobrega stanja voda. O temeljnih ukrepih A, tako imenovanih teh iz veljavne zakonodaje, niti ne bi govorila, to je zakonodaja obsežna, teh ukrepov je ogromno, nekateri čist z področja voda, nekateri tudi z drugih področji, ki pa se dotikajo voda v takem ali drugačnem smislu. Bi samo o ostalih 2 sklopih. Zdaj temeljni ukrepi B, ti naslavljajo, tako kot sem prej rekla, tista področja, ki smo jih prepoznali kot problematična. Zdaj na področju kmetijstva, mogoče 2 splošna, najprej ti 2 iz 2. in 3. alineje, informiranje in izobraževanje in pa ukrepitev in usmerjanje inšpekcijskega nadzora. Dejstvo je, da marsikaj v zakonodaji že obstaja, je zapisano in kot rečeno se morda ne izvaja dovolj dobro, pa je potrebno mogoče dvigati zavest, bom tako rekla, pri tistih, ki bi mogli ukrepe izvajati, ali pa potem na nek način pri inšpekciji doseči, da bo nadzirala fokusirano tam, kjer je bolj potrebno. Potem pa še čisto konkretne tehnične smernice za vzrejne objekte je bilo prepoznano, da bi bilo potrebno pripraviti, kar bi pripomogli k zmanjšanju obremenjevanja in pa prilagoditev izvajanja ribiške prakse. Zdaj, pri energetiki in rudarstvu spet pač neke izboljšave, bom rekla, obstoječe zakonodaje v smislu bolj fokusiranih ali pravil ali nekih pogojev, ki bi se nanašali na vode in s tem pripomogli zmanjšanju vplivov na vode. In pa upravljanje voda, tukaj pa je najdaljši seznam, se pravi naše lastne naloge, kjer smo prepoznali, da je potrebno še nekaj narediti, da se bodo temeljni ukrepi boljše izvajali, zdaj mogoče niti, ker nas čas preganja, ne bi zdaj vsega brala,
ampak že direktor direkcije je omenil recimo neke podlage za smernice mnenja z področja voda, se pravi postopki obstajajo, stvari tečejo, morda ni dovolj jasnih meril ali pa pogojev ali pa niso dovolj jasno napisani, kako soditi vpliv na stanje voda, se pravi neke izboljšave so predvidene na različnih področjih, ki so tukaj zapisane, tudi za postopke PVO-ja, CPVO-ja, kar bi se potem vneslo v predpis, se pravi v zadevah, kjer predpisi že obstajajo, kjer stvari tečejo, si želimo stvari še izboljšati. Potem pa še fokusirano na površinske in podzemne, morda za površinske, prehodnost prečnih objektov je predpisana, nekako naj bi se postavile prioritete, tudi glede na učinkovitost. Večletni program načrtovanja vodne infrastrukture je recimo ena taka, ki je bilo veliko debate v javni obravnavi, da je to potrebno, to je tudi neka naloga, ki bi bila naloga direkcije. Pri podzemnih vodah, ne vem, vodovarstvena območja, vsi vemo, je problem, ker se sprejemajo prepočasi, se pravi, to so neki ukrepi, ki jih moramo nekako znotraj področja našega resorja, seveda skupaj z našimi organi sestave in strokovnimi službami izboljšati. Potem so pa dopolnilni ukrepi, to so pa tisti, ki so res fokusirani na vodna telesa, za katera se je ocenila, da ne bodo dosegla ciljev, predvsem se nanašajo na kmetijstvo in pa na infrastrukturo, deloma na energetiko, deloma na promet in pa predvsem na problematiko hidromorfologije, delno pri površinskih vodah, vidite pa tudi onesnaževanje s hranili in fitofarmacevtskimi sredstvi, se pravi predvsem kmetijstvo. In pa še, bom rekla, naša naloga za nekatera vodna telesa, kjer pa je prepoznan tudi problem onesnaževanja pri odvajanju odpadnih voda, je pa potrebno zadeve podrobneje pogledati, se pravi nekaj naloge tudi za nas kot resor, pa seveda potem za povzročitelje obremenitve. Tako da, mogoče še to, zadnji slajd, cenovno, sam kot prikaz tudi o cenovni politiki oziroma o ekonomski analizi imate prispevek. To sem mogoče dodala sam, da se vidi, koliko sredstev se v resnici namenja na področju voda. Ta prvi stolpec so temeljni ukrepi A, se pravi tisti, ki se že izvajajo, temeljni ukrepi B, kjer želimo zagotoviti izboljšanje izvajanja teh prvih, majčken delček, in za dodatne ukrepe teh 370 milijonov, samo toliko, da vidite razmerje, koliko pravzaprav tudi skozi finančne oči že počnemo. Hvala.